Spoštovane gospe in gospodje, veliko veselje mi je, da ste se našemu povabilu na današnjo okroglo mizo z naslovom Energetska strategija Republike Slovenije in perspektive jedrske energije odzvali tako velikem številu. Najprej v naši sredini pozdravljam naše govornike oziroma uvodnike v tem in sicer bodo s svojimi temami poskušali odgovoriti na nekatera aktualna vprašanja, predvsem z področja energetike in sicer kakšna je strategija priporočila Evropske unije nacionalnim gospodarstvom na področju energetike, obnovljivih virov energije in pa seveda jedrske energije, ali je Slovenija s svojimi naravnimi danostmi energetsko samozadostna, ali imamo v Sloveniji izdelano energetsko energijo, ali imamo v Sloveniji izpostavljeno konkurenco pri ponudbi električne energije končnim odjemalcem, kakšna je politika na področju zagotavljanja obnovljivih virov energije in pa seveda kakšna je perspektiva jedrske energije v Sloveniji in ali potrebujemo morda drugi blok nuklearne jedrske elektrarne Krško. Z nami so dr. Romana Jordan Cizelj, doktorica znanosti z področja jedrske tehnike in raziskovalka na Inštitutu Jožefa Štefana, slovenska poslanka v Evropskem parlamentu in v Evropskem parlamentu je tudi članica odbora za industrijo, raziskave in energetiko in pa odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Je tudi podpredsednica Evropskega energetskega foruma in pa predsednica odbora za okolje in prostor pri strokovnem svetu Slovenske demokratske stranke, ki je tudi soorganizatorica današnje javne tribune oziroma okrogle mize. Z nami je tudi dr. Vlasta Karmel, predsednica Ekološkega foruma Slovenske demokratske stranke in v okviru katerega je organizirana današnja javna okrogla miza. Gospa Vlasta Karmel je doktorica tehničnih znanosti z področja kemijske tehnologije, direktorica Energetske agencije za podravje, evropska energetska menedžerka in specialistka za področje delovanja v Evropske uniji. V zadnjih 5 letih je vodila 10 mednarodnih projektov in številne lokalne projekte na področju trajnostne energije, izvedla pa tudi mnoga predavanja tako v tujini kot tudi doma, predvsem z področja energetskega in finančnega upravljanja projektov na področju trajnostne energije in trajnostne mobilnosti. Z nami je tudi profesor Vlado Čuš, predsednik Zelenih Slovenije. Po izobrazbi je profesor športne vzgoje na Fakulteti za šport in diplomiral leta 1984 in absolviral z dodatnih znanj iz ekonomije, ekologije, marketinga, trenutno pa zaključuje s podiplomskim študijem klinične dietetike na medicinskem področju, kjer ima upravljene tudi vse izpite. Je habilitiran predavatelj na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Veliko sodeluje kot član in podpornik več raziskovalnih ekoloških društvih, znani pa so njegovi vsakoletni naravovarstveni projekti Ptujski potoki, reka Drava in ekološki tabor na področju učinkovite rabe energije, mednarodnih projekti, ki omogočanje kolesarskega prometa v slovenskih mestih in pa mednarodni park Mura ter nekatere druge, kjer pomaga še danes. Zeleni imajo v svojem programu na področju varstva za okolje zapisani 2 prioriteti in kot drugo prioriteto imajo seveda opredeljeno premik v energetski politiki. Zapisali so, da bodo storili vse, kar je mogoče, da bo ukinjen anahronističen sporazum Euratom, ki spodbuje nuklearno energijo. To pomeni, da moramo neodrubno delovati za to, da so naše vlade izpolnile Kjotski protokol kot prvi korak pri zniževanju emisij CO2. Evropska unija je vodilna v boju za klimatske spremembe, v glavnem po zaslugu pritiska zelenih. Lepo pozdravljeni. Razprava zelo vroča danes. Z nami pa je tudi gospod Žagar. Jaz moram opravičiti našega naslednjega razpravljalca, to je gospoda Martina Momšaka, direktorja GEN Energetike podjetja in namesto njega je z nami danes dr. Tomaž Žagar, univerzitetni diplomirani fizik, ki je doktoriral z področja jedrske energetike. V letih 1996 do leta 2004 je bil zaposlen v Inštitutu Jožefa Štefana, od leta 2006 pa je zaposlen v podjetju GEN
Je tudi docent z področja aplikativne fizike na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru. Pozdravljeni. Mogoče še vsem vam, kako bo potekala danes ta naša okrogla miza. Najprej bodo naši gosti podali uvodne teme od 8 do 10 minut. V nadaljevanju pa bodo dana tudi vam možnost, da postavite našim uglednim strokovnjakom vprašanja, na katera verjamem, da vam bojo znali odgovoriti, koliko bo na kakšno vprašanje neodgovorjeno, pa vam obljubimo, da bomo potem to odgovor objavili tudi na spletni strani Slovenske demokratske stranke. Sedaj pa bi za besedo prosila najprej našo slovensko poslanko v Evropskem parlamentu, dr. Romano Jordan-Cizer, da nam nekako osvetli ta evropski vidik strategije jedrske oziroma energetike, kako se pošče. Hvala lepa in lepo pozdravljeni. No, sama sem prepričana, da kadar govorimo o energetski strategiji v Sloveniji, moramo seveda upoštevati obstoječe stanje, ki je v Sloveniji, katere so naše zmogljivosti, kakšen je cilj, in pa seveda upoštevati, da je slovenska energetika del evropske energetike. To se mi zdi zelo v redu, da danes bomo o tem razpravljali. Upoštevamo tudi to, kar je bilo doslej sprejeto na evropskem nivoju in cilj, ki smo si ga skupaj v Sloveniji, ker smo del Evropske unije, zastavili z ostalimi 26 državami članicami. To je še posebej pomembno potem, ko je v Evropski uniji bilo soglasjem sprejeto, da bomo oblikovali skupno energetsko politiko. To se je zgodilo leta 2007. Z Lizbonsko pogodbo pa je bilo to zapisano tudi se pravi upravni akt in imamo tudi se pravi ustrezno pravno osnovo za soodločanje in sooblikovanje energetske politike, se pravi Evropski parlament in Svet Evropske unije. Cilj te evropske energetske politike je, da dobavljamo zanesljivo, mislim, je dobra zanesljivost dobave, razpršenost od uvoza in zmanjšanje uvoza, potem omogočanje konkurenčnosti, se pravi, cena mora biti taka, da gospodarstvo lahko konkurenčno nastopa, hkrati tudi seveda mora biti cena ustrezna tudi za gospodinstva, za malega odjemalca, no potem pa cilj, ki je pravzaprav danes tudi najbolj odmeven, to je, da mora biti energetika tudi trajnostna. To je še posebej pomembno od leta 2007 dalje, ko so nas znanstveniki v okviru Združenih narodov opozorili, da dejansko da se podnebne spremembe dogajajo in da je človek tisti, ki pravzaprav povzroča. Energetika pa je tisto področje, ki spušča v zrak največ toplogrednih plinov. No, zato je Evropska unija takrat se odločila za tako imenovane cilje 2020-2020, ki jih ni poimenovala podnebni cilji, ampak podnebno-energetski cilji, ravno zaradi tega, ker je velika odgovornost energetskega cilja, da jih uresniči. To pomeni, da moramo do leta 2020 svoje izpuste zmanjšati najmanj za 20% in da moramo do takrat doseči vsaj 20% delež obnovljivih virov energije. Moram povedati, da je ta cilj bil sprejet soglasno, torej vseh 27 držav, mislim, voditeljev vseh 27 držav članic je sprejelo ta cilj, ne glede na to, iz katere politične stranke so. In ta cilj je dobil tudi veliko podporo v Evropskem parlamentu, tudi, bom rekla, horizontalno od političnih skupin, kot so Evropska ljudska stranka, socialisti, tudi zeleni in liberalci. Moram reči,
umestna ocena Evropske komisije, po kateri kaže, da cilj doseganja 20% obnovljivih virov bomo dosegli. Tudi zniževanje izpustov nam gre kar dobro od rok, in to tako dobro, da se celo pojavljajo zdaj glasovi, da naj bi ta cilj spremenili, in sicer ne za 20% znižanje, ampak za 30%. Vendar potem lahko kasneje kaj več podiskutiramo, mislim, da bo zelo zanimiva diskusija glede tega. Tako da se nam zdaj srednjeročno kaže na področju energetike, kaže da predvsem dva cilja, mislim, dve področji, kjer moramo pa bolj zavihati rokave. To pa je področje notranjega trga. Tu imamo zakonodajo, ki je bila sprejeta leta 2008 in implementirana pa je doslej zelo slabo in pred kratkim so voditelji držav članic postavili za cilj, da naj bi ta notranji trg res implementiran začeti torej izvajati do leta 2014. Ravno zdaj v parlamentu obravnavamo eno uredbo, ki naj bi uredila oziroma preprečila zlorabo notranjih informacij in pravila na tem področju, transparentnost, zaščito podatkov, vse to, kar bo potekalo v okviru te naše agencije ACER, zagotovo ste slišali, ki je bila pred kratkim ta agencija odprta v Ljubljani. No, drugo področje, poleg notranjega trga, na katerem moramo več storiti, pa je področje učinkovite rabe energije. Na tem področju smo se zastavili cilj, ki je bil načelne narave, ni bil prenešen v zakonodajne akte in tudi izvaja se ne, ali pa zelo, zelo slabo. In komisar Oettinger je že napovedal, že v začetku svojega mandata, da bo osebno poskrbel, da bomo na tem področju bolj uspešni in če države ne bodo začele zares izvajati tega cilja, potem bomo verjetno prenesli tudi to v zakonodajne akte. In če bomo to storili, če bomo tudi na področju energetske učinkovitosti dosegli svoj cilj, to je zboljšanje učinkovite rabe energije za 20%, bi to pomenilo, da bomo do leta 2020 izpuste znižali za 25%. Zdaj, tisto, kar se na področju energetike dogaja v tem trenutku, so seveda številne pobude. Zdaj, jaz bi omenila samo nekaj konkretnih številk. Recimo, v okviru strateškega energetskega načrta se izvaja več pobud, tako na področju vetra, izkoriščanja sončne energije, jedrske energije, pametnih omrežij, potem zajemanja shranjevanja ogljika in trajnostne uporabe bioenergije. In tu vse povsod govorimo o več milijardah sredstev, ki so temu namenjene. Praviloma je pa tako, da gre tu za 70% privatni delež in pa 30% delež financiranja iz javnih sredstev. In ocena je, da realizacija tega načrta bo zahtevala približno 8 milijard investicijskih sredstev leto. No, ta investicijska sredstva seveda je potrebno urediti investicijsko okolje na tak način, da so privatni investitorji pripravljeni financirati. Je pa treba poskrbeti tudi za javna sredstva in na evropskem nivoju vidimo to predvsem z tem, da se denar, ki bo prišel iz sistema za trgovanje z ogljikom, namensko porabi za spodbujanje investicij v čiste tehnologije. Potem je eden od mehanizmov, je recimo tako imenovan 7. okvirni program, ki je program za raziskave in razvoj, evropski program. Vanj so vključeni tako raziskovalni inštituti kot tudi firme. So pa tudi novi predlogi za recimo pospešeno sodelovanje Evropske investicijske banke za izdajo obveznic za določene projekte, kar so pravzaprav še stvari oziroma mehanizmi, ki jih je treba prediskutirati. Jaz mislim, da v celotni ta okvir je treba umestiti slovenski nacionalni energetski program, ki zdaj nastaja
Glede jedrske energije pričakujem, da bodo gostje več povedali, ampak jaz bi povedala samo to, da se je na evropskem nivoju mislim, da se je razvila debata v pravo smer. Malo je bilo tistih ideoloških odzivov, bolj je šla debata v to smer, da je to huda nesreča, najprej naravno, potem tudi jedrska, da moramo sočustvovati z žrtvami in pomagati, po drugi strani se pa iz te jedrske nesreče nekaj naučiti. Ko bo znanih še več podatkov, ki nam jih bo podala stroka, bomo morali videti, ali so bili vzroki taki, da se lahko pojavijo tudi v Evropi in če se lahko, kako jih je možno preprečiti, če jih ni možno preprečiti, pa seveda lahko potem govorimo o tem, da je jedrska energija nesprejemljiva. Govorimo tudi o tem, kaj je možno na političnem nivoju narediti že sedaj in verjetno ste že iz medijev slišali, da je kar nekako konsens med evropsko politiko, da se gre v izvajanje tako imenovanih opredelitvenih testov, kjer bo ocenjen nivo stopnja jedrske varnosti posameznih jedrskih elektrarn v vsej Evropski uniji. Problem je pa v tem, da je trenutna pravna osnova taka, da se lahko države članice same odločijo, ali bodo v te izvajanje teh testov šle ali ne, parlament zahteva obvezne teste za vse države članice. In še nekaj je zanimivega glede jedrske energije, da je bila leta 2009 končno sprejeta direktiva o jedrski varnosti, ki je začetek uvajanja nekih skupnih varnostnih standardov na tem področju, pravkar pa poteka postopek obravnave o takih varnostnih standardih pri ravnanju z radioaktivnim odpadkom in z radioaktivnim jedrskim gorivom. In jaz mislim, da je prav, da Evropa prevzame ta del svojega bremena zato, da poskrbimo za jedrsko varnost, ker kot je velikokrat bilo povedano, radioaktivno sevanje se v primeru, ko ne gre vse v redu, ne ustavi na državnih mejah, zato moramo imeti tu enotne, najvišje možne